V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Pozdravljeni, sreda je danes 22. april in jezuviti praznujemo praznik Device Marije, mati družbe Jezusove, spomin na zaobljube, ki so jih imeli prvi jezuviti v cerkvi svetega Pavla, no nekaj o tem bom povedal tudi kasneje. Sicer pa danes se bomo spominjali v molitvi vseh pokojnih iz družin Verbič in Žabjek, Fanike Žmigovec in Petre, nekdo je pa daroval tudi po namenu. Vstopni spev pravi: Jezus govori, Duh Gospodov je nad menoj, poslal me je, da ubogim oznanim blagovest. Tako najprej priznamo in obžalujmo svoje grehe, da bomo s čistimi srci obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas, zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Nebeški Oče, obhajamo spomin svete Device Marije, ki si jo izmed vseh ljudi zbral in posvetil. Poslušaj njeno priprošnjo in nam podari svoje obilne milosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo je iz apostolskih del. Tiste dni je vstal veliki duhovnik in vsi, ki so bili z njim. Bila je to ločina saducejev in so bili polni zavisti. Prijeli so apostole ter jih vrgli v mestno ječo. Gospodov angel pa je po noči odprl vrata ječe, jih peljal ven in rekel: pojdite, stopite v tempelj in govorite ljudstvu vse besede tega življenja. Ko so to slišali, so ob jutranjem svitu stopili v tempelj in učili. Medtem je prišel veliki duhovnik in njegovi privrženci in so sklicali veliki zbor in vse starešine Izraelovih sinov ter poslali v ječo, da bi jih privedli. Služabniki so prišli, pa jih v ječi niso našli. Vrnili so se in sporočili: ječo smo našli z vso varnostjo zaprto in stražnike stoječe pri vratih. Ko smo pa odprli, nismo v njej našli nikogar. Ko so te besede slišali poveljnik tempeljske straže in veliki duhovniki, so bili zaradi njih v veliki zadregi, kaj bi to utegnilo biti. Takoj je prišel nekdo in jim sporočil: glejte, možje, ki ste jih bili vrgli v ječo, so v templju in učijo ljudstvo. Teda je odšel poveljnik s služabniki in jih pripeljal, a ne s silo. Bali so se namreč ljudstva, da bi jih ne kamnalo.
To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, v Božec je klical in Gospod ga je slišal. V Božec je klical in Gospod ga je slišal. Slavil bom Gospoda vekomaj, njegova hvala bo vedno v mojih ustih. Z Gospodom naj se ponaša moja duša, naj slišijo ponižni in se veselijo. V Božec je klical in Gospod ga je slišal. Poveličujte z menoj Gospoda in skupno slavimo njegovo ime. Iskal sem Gospoda in me je uslišal, ter me otel vseh mojih strahov. V Božec je klical in Gospod ga je slišal. Glejte nanj, da se razveselite in da ne zardijo vaši obrazi. Glej, v Božec je klical in Gospod je slišal, iz njegove stiske ga je rešil. V Božec je klical in Gospod ga je slišal. Angel Gospodov šotori okoli teh, ki se ga boje, da jih otme. Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod, blagor človeku, ki se k njemu zateka. V Božec je klical in Gospod ga je slišal. Aleluja, Kristus je vstal in nam zasvetil, svojo krvjo nas je odrešil. Aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. Bog namreč ni poslal sina na svet, da bi svet obsodil, marveč, da bi svet po njem zveličal. Kdor vanj veruje, ne bo obsojen, kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. Obsodba pa je v tem, da je prišla luč na svet, pa so ljudje bolj vzljubili temo kot luč. Zakaj njih dela so bila hudobna? Kajti vsak, kdor dela hudo, sovraži luč in ne hodi k luči, da bi se ne spričala njegova dela. Kdor pa vrši resnico, prihaja k luči, da se njegova dela razodenejo, ker so storjena v Bogu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. V začetku sem omenil, da praznujemo jezuiti danes praznik device Marije, matere družbe Jezusove. Zakaj? Bom zdaj povedal, kaj se je dogajalo v prvih letih, ko je 27. septembra leta 1540 Pavel III. Potrdil prvi obrazec družbe Jezusove in dal dovoljenje, da se napišejo ustanove, so svet Ignacij, ki je bil že izvoljen za vrhovnega predstojnika, in ostali jezuiti. 22. aprila, torej na današnji dan, leta 1541, v rimski baziliki svetega Pavla pred podobo blažene device Marije izrekli slovesne zaobljube. Po pravici se torej ta dan šteje za rojstni dan družbe Jezusove. V spomin na to se na ta dan slavi praznik blažene device Marije, matere družbe Jezusove. Mati Božja je moja mati, je prepričevalno zagotavljal sveti Stanislav Kostka. To je splošno prepričanje vseh članov družbe. Vsi v družbi naj gojijo posebno pobožnost do Marije, naše matere. Marija je mati živih, soodrešiteljica, vir življenja. Mati Božja, naša mati, ki nas ljubi in v svoji ljubezni moli in posreduje za nas. Tako je pred 400 leti govoril o njej sveti Peter Kanizi. No, tudi svetega Petra Kanizija bomo kmalu praznovali v tem mesecu. Marija je v resnici mati družbe Jezusove. Marija je tudi vplivala na spreobrnenje in duhovno rast svetega Ignacija, ustanovitelja jezuitov. Takole je zapisal svet Ignacij v svoji avtobiografiji: Neko noč sem bil buden in sem jasno videl podobo naše gospe z detetom Jezusom. S tem videnjem, ki je trajalo precej časa, sem prejel veliko tolažbo. Zagnusilo se mi je prejšnje življenje, zlasti kar se tiče 6. Božje zapovedi. Pobožnost svetega Ignacija do Matere Božje se je počasi očiščevala. Nekoč je hotel Marinemu Božjemu materinstvu vrniti čas tako, da bi zabodel celo muslimana, ki je Marijo žalil.
Pozneje je obesil svoje bodalo in meč ob Marijin oltar. Bogato plemiško obleko je na predvečer Marijinega praznika v marcu daroval revežu. Marija mu je pomagala do mistične združitve. Njegovo življenje je zaznamovano z navzočnostjo Matere Božje, ki jo je gledal z notranjimi očmi. Stalno se je obračal na Marijo s prošnjo, naj ga pridruži sinu. Ta milost mu je bila tudi dana. V duši je opazil tako spremembo, da je jasno spoznal, kako ga oče pridružuje sinu. In Marija se je Ignaciju ponovno prikazovala zlasti, ko je pisal duhovne vaje v Marezi in potem kasneje konstitucije. Zelo učinkovito je pomagala pri nastanku teh dveh za družbo temeljnih dokumentov. No, toliko o današnjem prazniku jezuitov, zakaj praznujemo, pa smo seveda vsi povabljeni, da se obračamo k Mariji, k naši priprošnici. Dragi bratje in sestre, prosimo Gospoda, ki nam je na križu naročil, naj imamo Marijo za svojo mater. Gospod Jezus, tvoja mati Marija je na angelovo oznanjenje odgovorila: gledekla sem Gospodova, naj bomo tudi mi v vseh okoliščinah življenja tvoji zvesti služabniki. Prosimo te, usliši nas. Marija je rekla v Kani Galilejski: karkoli vam Jezus poreče, storite, naj bo evangelij temelj našega prizadevanja za blaginjo človeške družbe. Prosimo te, usliši nas. Marijo so blagrovali, ker je tvoja mati. Naj vedno pozorno poslušamo Božjo besedo in po njej živimo. Prosimo te, usliši nas. Mariji je bil pravični Jožef dober mož in skrben varuh. Naj bodo možje v naših družinah zvesti svojim ženam ter skrbni varuhi svojim domačim. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, kot otrok si živel v varstvu svetega Jožefa in Marije. Naj vsi otroci uživajo potrebno skrb, dober zgled in pravo krščansko vzgojo. Prosimo te, usliši nas. Še po papeževem namenu, da bi vsi, ki so podvrženi zasvojenosti, našli pomoč in podporo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo tudi za vse, ki so zboleli za virusom, da bi Gospod dal moči, pogum in vrnil zdravje. Prosimo te, usliši nas. Dobri Jezus, Marijin sin, uslišite naše prošnje po posredovanju svoje in naše matere, ki si jo ubogal in ljubil na zemlji in jo ljubi zdaj in vekomaj. Amen. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospodnosti te vode in vina, naj bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo. Sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog spremi nas ponižne in skesane in naj ti ga danes naša daritev. Izmi Gospod mojo krivdo in očisti me grehov. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev. Naj spreme, Gospod, daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. Blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, obhajamo spomin matere tvojega sina in ti prinašamo ta dar. Po njem nam podeli svojo milost in tudi nas naredi za svoj večni dar. Po Kristusu našemu Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s svojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravične. Res se spodobi je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, vsemogočni Bog, slavimo vseh tvojih svetnikih, posebno pa ob spominu blažene device Marije,
poveličujemo tvojo dobroto z njenim slavospevom. Zares velike reči si storil po vsej zemlji in v vseh časih izkazuje svoje usmiljenje, ko si se ozrl na nizkost svoje dekle in po njej dal svetu odrešenika, svojega sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupne veselju kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoja slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Tvoja smrt poznanimo, Gospod, in tvoje ostajanje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnih iz družin Verbič in Žabjek, pokojne Fanike, Žmigovec in Petre in vse, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanijo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju, skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom Svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne gleda na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemljaš grehe sveta. Usmili se nas.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravlja nam po moje duše. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Marija je rekla, velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto. Molimo. Nebeški Oče, prejeli smo zakrament odrešenja. Ko obhajamo spomin matere tvojega sina, nas razveseljuj z obiljem svoje milosti, da bomo vedno bolj rasli v ljubezni do tebe, po Kristusu našemu Gospodu. Amen. Takoj, sedaj, po maši, bomo, kot običajno, ob sredah zmolili še litanije, tako da ste lepo povabljeni, da se nam pridružite. Jaz vam želim en lep večer in naj bo Gospod z vami. In s svojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Gospodovem miru. Bogu hvala.